Bi radi majhen avto, v katerem se višji sedi, ima ful dobre materiale in je fancy? Evo, Lexus ima odgovor za vas. LBX. Najmanjši Lexus v ponudbi je to, postal pa naj bi najbolje prodajen, ker bodo vozniki, po mojem še veliko bolj voznice, navdušeni nad stilom, materiali in kvaliteto izdelave. Evo, jaz ga prvič vidim v živo, zelo cool izgleda, tudi na cesti bo, zato že vidim, kako se nekaterim sedijo sline. LBX. Ime je sestavljeno iz besed Lexus Breakthrough Crossover. Če poslovenem to pomeni Lexusov križanec za preboj. Mal hecen se sliši, v glavnem Lexusov križanc, s katerim želijo pisati novo poglavje svoje zgodovine in resnično verjamejo, da bo za njih postavil nova pravila igre v Evropi. To sem jaz, tamle. Se premikam, evo, dej, maham, bolj tako moram biti. So rekli, ne plešem, sam rednem. Jep, avto so zasnovali v Evropi, kar se je za to japonsko znamko zgodil prvič, zato tudi računajo na takšen uspeh. Avto pa se bo seveda prodajal tudi drugod po svetu. In mogoče bo komu kaj pomeni še to, da se je samo superšportni LFA doslej ponašal samo 3 črkami v imenu, ki je bil za znamko sploh nekaj posebenega. Mimogrede, to je bil avto z enim najboljših zvokov ever. No, obenem ne bi bil novi LBX tudi za mlajšo publiko, čeprav se za takšne manjše avte vedno zelo radi odločajo tudi starejši, ko ne rabijo toliko prostora v kabini in želijo, da je avto okreten tudi v mestih, ko je treba kje parkirati. LBX obenem napoveduje tudi novo oblikovanje pri Lexusu, ki so ga poimenovali kar novo poglavje. S čist novim satovjem, ki se takole lepo zlije z masko, so linije čim bolj tekoče in ne preveč agresivne. Lučke so pa lepo povezane s tole letvico nad masko. Vse skupaj seveda tudi lepše reže zrak, da je avto kar se da učinkovit, obenem pa izkazuje dinamičnost. Mere so precej kompaktne, v dolžino meri 4,19 metra, kar je recimo nekje med Cliom in Golfom, če ponazorim. Medošna z 2,58 metra, glede na dolžino ni majhna in pomeni, da v kabini vse ni malo prostora, so pa inženirji želeli, da si lahko voznik sedež nastavi kar se da nizko, da je bolj eno za avtom. No, če to želi, ne, še vedno pa ima dober pregled z vozila. Prtljažnik pri LBX s prednjim pogonom meri 332 litrov. Today we are in London for the second event, and here we are reinventing the concept of a car parking. But it's also, instead of going with your car to the parking, is you as a person that will experience the different steps, going down, finding your spot, finding how to maneuver into the car, and then experience the parking experience. So we are launching the LBX, which is a new small crossover for Lexus, very urban vehicle. And the concept of the launch is making the ordinary extraordinary. That's a bit what we want to do with this car, and that's also what we want to do with the events to launch the car. It's the smallest car in our lineup in terms of size, but it's a no-compromise car in terms of premiumness, in terms of features and technologies and the atmosphere that you want to get in this car. So that's where we say we actually push boundaries. You say maybe it's a small car, so maybe it's becoming very cheap or very entry level, not at all. So we want to really package all that makes Lexus unique in terms of luxury, comfort, technologies into a very small car. Posebej so se potrudili pri nastavitvah podvozja, da imaš med vožnjo dober občutek, lahkoten, dinamičen. Pri verziji s 4-kolesnim pogonom so pa zadnji celo dvojna trikotna vodila. Osnovni model tehta 1280 kg, kar je zelo dober dosežek za hibridni avto z 2 motorjema in baterijo. Ja. Za večino je pa najpomembnejši še podatek, da je to seveda moderen hibrid, ki se med vožnjo polni sam. Glavni motor je 1,5-litrski bencinski trivaljnik, ki mu pomaga še elektromotor, torej se lahko del poti vozi tudi samo na elektriko, hibridna baterija pa je nikelj metal hidridna. Sistem ponuja 100 kW moči, to je po domače 136 konjev, največji navor pa je 185 Nm. Menjalnik je tukaj neskončno stopenjski, ampak so ga nastavili tako, da bo skupaj z izdatno zvočno zaščito poskrbel za čim manj hrupa noter v kabini, da bodo lahko potniki uživali v vožnji, kot recimo tale visoka gospa. No, naslednje leto se začne prodajati, jaz pa upam, da bo čim prej še dinamična premjera tega avta, da ga lahko zapeljem in vam povem, če je res toliko dober, kakor pravijo.
Čak, pa ni to v osnovi Toyota Yaris Cross. Je, ampak se že tisti fajn avto. Je pa super, ampak tu preverjam, ker vidim, da tehnični podatki so skoraj isti. Podobni, je pa mačkrat močnejši, pa drugače uglašen, da bo tudi za malo bolj zahtevne. Ja, pa da bo tudi upravičil malo višja cena, ne? Seveda, ampak če hočeš z avtom izstopati, pač mora biti malo dražji tudi včasih, pa res dobro zgleda.